Dobro jutro. Ni še dan se naredil, pa kljub vsemu se kar neki nori posnetki prihajajo in sem rekel, mogoče čisto kratek oris. Mnogo ljudi pravi, nič se ne dogaja, čisto nič se ne dogaja, to nekaj ga bo Trump nas rešil, tu ne bo nič, vojska nas bo itak vse potamanila, saj pa agenda 2030 je tukaj, a ne, New World Order, nov svetovni red je tle. In temu ni tako, govorimo že dolgo časa. Opozorjeni smo bili, da edina pot je vojska, ne? In vojska je res edina možna opcija, zato pa je čas, da pride na površje. Zdaj pa sekundo, jaz bom stisnil pavzo, pa pridem nazaj, ker mi je Lucy potrkala na vrata. Moment. No, evo sem nazaj, Lucy, ker odpre vrata sama, pa pol so odprta vrata, pa zunaj je ipak zima. Skratka, vojska je edina pot in tole za mano je posnetek iz Brazilije, kjer so ulice že napolnjene z vojsko, kjer že dogajajo, bom rekel zdaj pa te vidne operacije. Do zdaj smo bili deležni, bom rekel, tihe vojne strani globalistov proti nam in na drugi strani tihe vojne naših patriotov, naših white hatov, belih sil, ki delujejo v dobro človeštva in uničujejo kabalo na temeljih oziroma na samem vrhu. Zdaj ta vojska enostavno ne more več delati iz pozadine, bom rekel, skrita. Na ulicah je treba zdaj pobrati res vse genocidnike. Skratka, v Braziliji imamo to situacijo, naslednjo situacijo, moment, jaz sem si dal eno tako lažjo izvedbo, tole pa Salvador. Tole pa vojska v Salvadorju, evo jih vojaki, če sem si prav zapomnil, 75 ali pa 57 tisoč vojakov je angažiranih in pobirajo narkokartele, povezano z drogami vseh formatov, za začetek adrenokrom in heroin in seveda dalje vse težke droge. In tole so posnetki operacije, pa mislim, da to so zdaj zadnje dni, kar na ulici, kar gremo redom, ni heca. Da to pride tudi do nas, nam je najbrž tudi jasno, a ne. Ko bo vojska tukaj, zagotovo ne rabimo se ničesar bati, tisti, ki imamo čisto vest. Genocidniki pa ne bodo mogli ubežati, evo, tu so zdaj ti kartelniki že prijeti, aretirani in tako. Vojski moramo biti v pomoč, vojska je tukaj zaradi nas, zaradi končno svetovnega miru. Moment, še tole pogledamo. Tole pa Avstrija, ni Avstrija, nek model je kar na svoji pumpi naročil vojsko, da mu čuva, oziroma privat varnostnike z orožjem, ker enostavno gre za tok nasilja, kraj in tega, tako da ljudje postajajo nestrpni in eni in drugi. Še eno bom našel. Ali pa mogoče tudi ne. Bom samo da se drugače obrnem. Tudi v Avstriji imamo dogodivščine. Tole smo rekli je Salvador, tole je pa Avstrija, dragi moji. Avstrija je na nogah. Avstrija je tudi na nogah, ker vlado imenujejo fašisti in tako. Skratka, protesti, ljudje so spoznali za začetek in se probajo informirati po svojih najboljših močeh. Tudi naši protesti, takrat, ko so bili v Ljubljani, so bili mogoče najboljša stvar, da so ljudje vsaj spoznali, da nekaj res ni v redu.
sploh tisti, ki gledajo televizije kar v eno in jim je to edini vir informacij. Glih zato probam teh par posnetkov vam dati, iz razloga, da imate mogoče še drugo plat, mogoče to že vse videno, mogoče vse to poznate, mnogi pa ne. Zaradi tega sem želel, da imate občutek, da se dogaja in da je optimizem, ki ga probam vam nekako dati, da boste optimistični, da boste pozitivno nastrojeni, kajti vse bo v redu in dejansko vojska je prisotna, v Kopru imamo v tem trenutku vojaško ladjo. Juma in Trenton, vojaška sodišča, vozita stalno, jaz jih spremljam te ladje, zdajle mislim, da Juma že 5. dan ima ugasnjene radarje, kar pomeni, da ima operacije, katere pač ne smemo vedeti, ampak te dve ladje kar redno hodita na Kreto v Grčijo, kjer imamo nek tak evropski Guantanamo. Guantanamo, ameriški, tam Kuba, tam pa je tribunali laufajo non-stop. Tako da vse bo v redu. Vojna je že dlje časa, zdaj pa počasi, kakor sem rekel, postaja tudi vidna. To mogoče bi vam še iz zvezka lahko kaj povedal, ker sem se že glih užgal, ker ideja je bila vsem to, da vas majčkeno obvestimo o tej Braziliji, ki se mi zdi dobra. Tam so tudi ukrali volitve, v ameriške volitve, da so bile ukradene, zdaj je že tako vroče, da morajo sodišča nekaj ukreniti, ne. Kako točno se nisem poglabljal, skratka, čedalje glasneje je vse. Informacije, ki prihajajo ven tako o preteklih civilizacijah, o trenutnih galaktikih, o naši, bom rekel, obliki Zemlje, o skritih znanjih, vse to culja ven na osnovi Wikileaksa in Wikileaks je še večji, kot je bil, ker je naložil spet materiala, ful, sicer ne zdaj pred kratkim, mislim, da je to že en mesec nazaj, pa 3 tedne, ne vem. Skratka, kdor bi hotel, Wikileaks ima material, treba se sam poglobiti pa zakopati, kdor želi. Jaz zagovarjam Kekčevo pesem, ni potrebno nobeno strašno veliko znanje, predvsem dovoliti da nič ni tako, kot izgleda in da nič ni res, kar so nam bučk prodajali. Želim tudi, da nihče ni v strahu z vidika, digitalizirali nas bojo, pa ne bo več gotovine, pa zdaj bo Bitcoin moramo mi vsi kupiti, ne. Če vlade govorijo Bitcoin, ja, pol ne. BTC je krajša oznaka za Bitcoin, kar pomeni Baby Trade Coin. No, oni so s Bitcoinom se šli na največje trgovanje. Najbolj grozne droge na svetu, adrenokrom. Evo, kako pa kaj, najverjetneje tudi zdaj že bi mogel vsak vedeti, kaj adrenokrom je, kako se pridobiva in da je 8 milijonov otrok letno izginilo iz planeta. Taka je groba ocena. Zelo je bilo še kako zelo prisotno, zato se dostikrat vprašamo, pa saj ti ljudje več niso ljudje, kako pa spijo, a jih ni nič srama, nimajo vesti. Jaz zdaj apeliram na te dohtarje, ki so vztrajno cepili, a ne, poškodovali ali kakorkoli so odgovorni za smrti. Ne, ni jih ne sram, niti nimajo vesti, ker ljudje niso. Nimajo te iskre noter, ker ta svet je preplavljen z raznoraznimi mahinacijami. Nič zdravo zagotovo, tudi jaz ne trdim, ampak od klonov do mask, do ukradenih duš, do zamenjanih ljudi, vse te grde mahinacije so bile tle še kako zelo prisotne.
Zavedati se moramo vsi, še enkrat, da smo v genocidu, da se dogaja največja vojna vseh vojn, in izkazalo se je, da bi, če bi obstajal nacizem, kot je obstajal v Nemčiji za časa druge svetovne vojne, nam je korona pokazala, da bi večji del ljudi držalo z nacisti. Žalostno, torej smo res drug proti drugemu? Ne, smo, jaz nisem proti nikomur, jaz samo branim svoj mir, v kar vas tudi vas spodbujam. Dajte čuvati sebe, dajte prepoznati sovražnika. Imamo dva bregova, zelo jasno definirana. Najbolj bistveno pa je, da definirate vi sami sebe, na katerem bregu ste in boste. Vsak se lahko odloči za pravo stran zgodovine, ker je vsem vse odpuščeno in oproščeno, samo vsak pri sebi mora še definirati, ali se bo pridružil pravi strani, ali se bo od nas poslovil, ker ne bo dovoljeno živeti več na tak način, kot smo živeli, torej zmešani lažnivci in resnicoljubi skupaj. Ta oblika delovanja ne bo šla več naprej. To je ta tisti prehod, o katerem smo, jaz že leta nazaj sem bral, 2 zemlji bomo imeli, 2 svetova, pa smo gledali, ne bo, kako bo še ena zemlja preletela. Ne bo, 2 svetova se ločujeta, se pravi, bili smo eno, zmešani lažnivci, resnicoljubi, zdaj pa smo v fazi, ko se odmikamo in gremo resnicoljubi na en breg in oni lažnivi na svoj breg. Mislim, da je vsakemu dana možnost spreobrnenja ali zapor ali pa gremo v resnico. Tako da brez bojazni, vsi, ki so delovali proti ljudem, torej bili zagovorniki genocida, te stvari promovirali, slepo nadaljevali ukaze in navodila, ne bo šlo skozi. Ti ljudje bodo vsi dobili, kar jim pripada. Jaz sem že dolg časa nazaj opozarjal, Nürnberški zakoni pravijo, da je, oziroma kaznovani po drugi svetovni vojni so bili tudi novinarji, ker so napačno oziroma zavajajoče delovali. Kaj počnejo naši? Koliko novinarjev je res povedalo kaj več? Jaz sem bil tudi, poznam tudi novinarjev kar nekaj. In mi je žal, da ne poznam nobenega, ki bi se v tem času zares dvignil pa rekel, ej. Torej, kako veliko moč ima denar, da je v bistvu prepel čez vse moralno-etične vrednote, v bistvu skrb za sočloveka. Mi smo bistveno več, kot se je izkazalo v tem času, da kot družba smo. Daleč smo zaglajzali, daleč so nas privlekli za nos, do točke, kjer se pogovarjamo javno o tem, kako spremeniš spol, enospolne družine, ne vem kaj, istospolne. Mislim, halo. In vsi, ni v Sloveniji enega, ki bi rekel, ne, to pa se ne bomo zdaj šli. To, kar je Putin rekel, v Rusiji ne bomo podpirali tega, oziroma prepovedujem to, kar se gre Amerika. Torej, LGBTX+, Q, ne vem kaj še imajo. Tega Putin ne da ne podpira, ampak prepoveduje. Imamo moški in ženski spol in imamo družino, ki je sestavljena iz očeta in matere, pika, stop. Tako da Putin je tudi na naši strani in vse je okej. Resnica prihaja na plano, super nam bo, vse štima, le vsak pri sebi mora razčistiti, kam se bo obrnil, definiral na resnicoljube lažnivce. Ne bom predolg, imejte prečudovit dan. Vojska dela, kot smo rekli že kdaj, pa smo marsikaj slišali, da to pa ni res, da vojska nas bo vse pobila.
Ne pa nas ne bo, nas, ki imamo čisto vest, že ne. Tiste, ki pa so umazani, pa je upravičeno strah. Iskreno, jaz ne bi bil na njihovem mestu, ne zdaj, niti prej, pravzaprav tudi sam sem dvignil prste iz mešalne mize, ko sem rekel, ne bom pomagal več lagati pri poročilih in sem nehal delati poročila, vsak ima možnost izbere, tudi iz zdravstva sem šel ven, ker imam možnost izbere, sem rekel, tukaj nekaj ni v redu. Tudi iz radija sem se umaknil, ker sem začutil, da ne morem pomagati skozi tiste kanale. Tako da vsak ima možnost izbere delovati dobro za obče dobro in za sočloveka. Ok, držite se, ljubljeni ste, čau, srečno!